Torej, na drugi postaji svetovnega pokala v letošnji sezoni v slalomu na divjih vodah Peter Kauzer. Podobno vprašanje bržkone kot Evi Terčelj, zelo dobra tudi finalna vožnja, sicer ne bo dovolj za zmagovalni oder, pa vendarle se je videlo v finalu zares izjemne vožnje vseh tekmovalcev, majhne razlike in znova lahko rečemo že tisto obrabljeno novinarsko poved, ko rečemo, odločale so malenkosti. Ja, odločile so malenkosti. Jaz sem bil dober na poti do zadnjih 3 vrat, ker sem zgubil 100% stopničke, tudi boljši cajt po moje. Če bi tisto normalno odpeljal, bi mogoče ne s cajtom od Giovannita, ampak 80 bi pa ziher lahko šel. Mogoče bi se mu približal. Ampak ja, pobrali mi je čist moči dol od spodaj, pač pozna se, se ni skrivnost, ampak z Augsburga, ki je bil tisto lepo vreme, pa to me je tukaj nahladil, da sem prišel samo v Prago in sem fasil, ne vem, malo viroze, grl me je bolel 2 dni, pol sinus se mi je zabil, se mi še kar malo čuti na glasu in v bistvu sem bil do včeraj na tabletih, ampak no, izgovor iskal, no, pač jaz sem se prav čim bolj pripravil na to tekmo, vrčevati z energijo tudi na treningih in tudi danes med progo. Tam se je dal, sem probal malo vrčevati, ampak na koncu finalu moraš stisniti do konca. Jaz sem stiskal, ampak na koncu sem bil pač malo prekratek. No. Ampak vseeno, Peter, se mi zdi, ne glede na vaše težave, pretekli konec tedna v Augsburgu ste bili odlični na zmagovalnem odru, tukaj tudi s težavami, ki ste jih omenili, tudi konkurenčni, potem vam ta del sezone nekako, ne vem, prija, gre vse po načrtih. Ja, zaenkrat gre vse tako, kar ima zajet. Dobro, Evropsko prvenstvo se je zgodilo, kar se je zgodilo. Pač nisem imel sam jaz težave, tam je bilo res odvisen dosti od sreče v tisti visoki vodi. Pač jaz se nisem imel, ampak jaz sem se počutil dobro v čolni že na Evropskem prvenstvu. Pa tudi zdaj na teh tekmah dveh. In pol na koncu tudi odpozna, pol sem bolj samozavesten, bolj sigurno v sebe. In pač vem, kaj rabim, da pridem v finale. Ne. In tudi danes se je na primer to pokazalo, tudi tiste težke kombinacije, ki so bila 2 rikverca. Je bilo tudi malo odvisno, kako te je rolca zagrabila, ne moreš glih, sploh tiste prvi rikverc, ne moreš glih naštudirati dober. Ampak ja, jaz sem zadovoljen s tem prikazanem, pač je pa res, da škoda pač niso bile stopničke, ampak vem, kje sem jih pustil, tako da je pa to, ne vem, popotnica je pa, kakorkoli pogledam, je pa popotnica lepa v trening za olimpijske igre. Tako, ko ste že omenili v Pariz, kakšen je vaš načrt v nadaljevanju te sezone? Seveda ob tako velikem tekmovanju, ki se bliža, so tudi priprave in načrti pri posameznih tekmovalcih, ne vem, prilagojeni, drugačni. Ja, jaz sem se odločil že prej, da pač Krakov bom izpustil. Jutri po tekmi kanuistov se odpravljam domov, da si malo oddahnem glavo, da si malo zbistrim misli, se malo spočijem in pol nadaljujem proces treninga in fokusa do olimpijskih iger. Pač bom 14 dni bil doma, pa gremo v Pariz za 14 dni, pa spet domov za 2 tedna in pol na olimpijado. Tako da v bistvu se že kar veselim, no, zdaj tega meseca pa pol, ko je pred mano.